Danes je z nami Tadej Pavković, mladi zgodovinar s Filozofske fakultete v Ljubljani, ki je za svoje magistrsko delo o govedu na Kranjskem, Koroškem in Štajerskem v 16. in 17. stoletju prejel univerzitetno Prešernovo nagrado. Na izmenjavah se je študijsko in raziskovalno izpopolnjeval na Univerzi v Tübingenu, na univerzah v Celovcu in Gradcu, prav tako je bil na Univerzi v Dunaju za kulturo tal. Tadej Pavković je bil med študijem tudi novinar na Radiu Študent, kjer je pripravljal različne novinarske prispevke, recenzije računalniških iger, leposlovnih del, humanističnih publikacij. Prav tako je pripravljal daljše oddaje o izbranih zgodovinskih fenomenih. Na radiju tu in tam še vedno pripravi kakšno oddajo, trenutno pa je odgovorni urednik Slovenskega čebelarja, mesečnega glasila Čebelarske zveze Slovenije, ki bralcem ponuja strokovne članke z področja čebelarstva. Pozdravljeni. Kakšno je raziskovalno delo tako mladega zgodovinarja, ravno kar ste magistrirali, pa vendar imate že kar dolgo raziskovalno pot in to zelo uspešno, kajti ste prejemnik univerzitetne Prešernove nagrade, ki ni kar tako. Ja, mislim, da je raziskovanje mladega zgodovinarja v marsičem podobno tudi starejšim. Zdaj zgodovinarji preučujemo zlasti neke družbene, recimo, fenomene v nekih izbranih časovnih in prostorskih okvirih, zato da se približamo tem družbenim razmeram, tudi recimo, če preučujemo živinorejo, jo preučujemo skozi prizmo človeških družb. In zato, da se približamo tem družbenim razmeram, se poslužujemo interpretaciji zgodovinskega gradiva. Zdaj, to je lahko zelo raznoliko, imamo najbolj tipični so mogoče arhivski zgodovinski viri, ki jih hranijo arhivi, potem so lahko to materialni ostanki, ki jih vidimo recimo v muzejih in podobno, lahko so to tudi slikovne upodobitve, lahko gremo v kakšno cerkev si pogledati kakšno naslikavo in jo interpretiramo, ali pa tudi recimo kostni ostanki živali. Tako da gre za zelo različne tipe verov, ki jih hranijo različne inštitucije in potem, kot ste že prej predstavljali, da sem bil na izmenjavah, raziskovalec, zgodovinar mora ponavadi potem potovati v recimo tuje arhive, recimo v Celovcu, v Gradcu in tako, zato da lahko preučuje izbrane zgodovinske fenomene. Celovec in Gradec sta verjetno zato pomembna za nas, ker smo bili včasih del enega cesarstva, bodisi habsburškega, rimsko-nemškega, in so zato viri, ki so najbliže tam, na bližnjih krajih, kaj ne? Ja, tako je. Se pravi, za lokalne zgodovinske inštitucije, kot so recimo zemljiška gospodstva na Spodnjem Štajerskem, se pravi na Slovenskem Štajerskem, so arhivski gradivi sicer hranjeni recimo v pokrajinskem arhivu v Mariboru, ampak recimo v Gradcu je takrat, se pravi nekje od 16. in tudi v 17. stoletju obstajala tudi centralni urad za notranje avstrijske dežele, ki so jih sestavljale Kranjska, Koroška, Štajerska in Goriška z Gradiško. Torej, če bomo skušali najti neke arhivske vire višje inštance, bomo morali iti absolutno recimo v Gradec. Tudi za slovensko Koroško bomo veliko gradiva našli recimo v Celovcu, v Celovškem arhivu. Je pa tudi smiselno, da ne gledamo samo znotraj okvirov neke sodobnih meja, ampak da pogledamo na te politične meje skozi prizmo časa. Se pravi, v 16. in 17. stoletju te meje med slovensko in avstrijsko Štajersko in pa slovensko in avstrijsko Koroško ni bilo in tudi takratna družba je bila oblikovana, je delovala znotraj teh principov. To sem vas hotela vprašati, ker govorite o svojem delu na Kranjskem, Koroškem in Štajerskem, to so druga ozemlja, kot so to danes. Že prej ste omenili Spodnjo Štajersko, to je samo slovenski del Štajerske. Ampak kaj vse recimo bi danes prištevali k tem ozemljem, ki ste jih v 16. in 17. stoletju zamejili kot Koroško, Kranjsko in Štajersko? Ja, v bistvu vse do Spodnje in Zgornje Avstrije, se pravi Gradec in severno vse do Donnersbacha, to je bilo še vse Štajerske, to je v bistvu že blizu Salzburga, tudi Koroška, vemo, da gre proti Tirolski, tako da gre za neko veliko večji teritorij. Ki je spadalo pod Habsburško cesarstvo takrat? Ja, spravo Sveto rimsko cesarstvo, gre v bistvu za dežele, ki so bile
Habsburške delne dežele, se pravi, to pomeni, da so bili Habsburžani deželni knezije, dedni, a ne. A vendar del velikega rimsko-nemškega cesarstva. Tako je. Ožje politično, ne, kot sem pa že rekel, so bili pa to upravno, so bile pa uokvirjene še v konceptu notranje Avstrije, ne, ki je imela svojo, recimo, svojo vlado v Gracu in svoje urade, recimo, za osrednja ekonomska vprašanja. Prej ste omenili, da se zgodovinarji seveda poslužujejo tudi pisnih virov. Ker smo bili del rimsko-nemškega cesarstva, so ti pisni viri pretežno v nemščini. Ja, odvisno zdaj kje, ne? Če se bomo pomikali bolj proti italijanski meji, tam bomo že našli tudi italijanske, vire. Ampak najdemo pa tudi slovenske vire. Tudi sem in tja, ja. Kakšne zapise, kakšne prisege se najde, ampak so bolj redki. No? Vsaj v obdobju, ki sem ga jaz preučeval, so bili slovenski viri, jih praktično ni bilo, no, 16. in 17. stoletje. Kako to, da ste se odločili ravno za govedo? A je bilo govedo najbolj razširjena živalska vrsta na tem območju? Ga je bilo več kot neke drobnice ali pa konj? Ali je bilo tako vse prisotno? Mislim, bilo je dobro zastopano, hkrati imelo govedo tudi večplastno funkcijo. Ne? Po eni strani so bili prisotni recimo na kmetijah podložnikov, po drugi strani na kmetijah plemstva in hkrati je skozi se pravi Kranjsko, Koroško in Štajersko tekla tudi ena velika trgovina, ki je trgovske poti so povezovali Ogrsko z Apeninskim polotokom in z južno-nemškim prostorom in tako da je recimo od druge polovice 15. stoletja beležimo vsakoletno prodajo volov iz Ogrske, ki potujejo preko Ptuja, preko Ljubljane in potem proti Trstu in drugim italijanskim deželam. Slovenija, današnje slovensko ozemlje je bilo kot nek tranzit ogrskega goveda na Apeninski polotok. Tako, ja, in to pomeni, da imamo več zapisov, ne, zato ker recimo za ljudi, ki so takrat upravljali s to trgovino, so te stvari ponavadi tudi beležili, ne, in nam zapustili vere na podlagi katerih. Kdo pa so bili avtorji teh zapisov? A so bili to trgovci, če je bila trgovska pot, a so to bili? Odvisno, ne. Velik delež je šlo za neke administrativne vere, se pravi recimo zemljiška gospodstva so vodila evidence transakcij, se pravi zemljiško gospodstvo moramo gledati kot neko zaokroženo gospodarsko enoto, ne, ki je vodila svoje transakcije v poslovanju, potem imamo recimo lahko komisije, ki so popisovale premoženje umrlih podložnikov oziroma umrlega plemstva in tam lahko najdemo tudi recimo zapise o živini, ne. Potem imamo pa tudi recimo kakšna, kako bi rekli, lahko bolj strokovna dela, no, ki so jih tudi napisali, recimo kot so priročniki za umno gospodarjenje, to pa pišejo v bistvu učeni posamezniki, ne, ki pač predstavljajo skozi svojo prizmo zgodovino živinoreje tudi. Zdaj še tega bi se dotaknil, ne, če je bilo govedo najbolj razširjeno, odvisno, to je tudi na nek način razredno pogojeno, ne, zlasti plemstvo recimo se je zelo zanimalo zlasti za konjerejo. Seveda, konj je bil tudi statusni simbol. Tako, ja, in tudi recimo te priročnike za umno gospodarjenje, ki sem jih omenjal, so pisali recimo plemiči, ki se Kako je naslov priročnik za umno gospodarjenje? Ja, Hausväter literature se temu reče, ja. In noter so bile zbrane neke tehnike, kako umno gospodariti, ne, v tistem času. Kar se tiče pa same razširjenosti za vrstne pestrosti, bi pa lahko rekli v bistvu, da govedo ni bilo nujno tako zelo reprezentirano, kot je danes, zato ker recimo v 19. stoletju lahko opazujemo preko ekonomskih razmer tistega časa, da se začne ovčereja, ki je bila takrat zelo razširjena, v bistvu zmanjševati v korist govedoreje. In to se zgodi zaradi tega, ker začnejo na slovenski prostor prodirati kakovostna in cenovno ugodna volna iz Avstralije, iz Južne Amerike in v bistvu izpodrine ta trg. In takrat kmetje tudi začnejo opuščati ovčerejo in se vse bolj odločajo recimo za govedorejo. Se pravi, tudi gospodarski vidik od drugod je povzročil, da se je spremenila reja živali. Zdaj sem se pa spomnila, ko ste rekli, kje vse najdemo zapise, tudi trgovske, in da so iz Ogrskega vozili na Apeninski polotok. Bila sem v neki kmetiji Puhan v Prekmurju, ki je spadala pod Ogrsko kraljestvo, in tam imajo ravno iz teh trgovskih zapisov, ker so tovorili na Habsburški dvor vino s kravami,
so imeli neke zapise o tem in sodbo, neko tožbo, ker nikoli niso, ko so tovorili vino, niso dobili nazaj sodov. In potem so tožbo izgubili, rekoč, da tudi če prodaš kravo, ne dobiš kože nazaj. In so v tem sodbo, ampak ta zapis nam pove, da takrat so že tovorili vino na Habsburški dvor. In taki zapisi so verjetno za zgodovinarja zelo izziv, nekaj zelo lepega, da lahko potem sklepamo, kaj vse se je potem dogajalo. Ja, zelo veliki, recimo tudi, ko ste me prej vprašali o tipih virov, tudi recimo sodni zapisniki so zelo koristen. Tožbe, recimo velikrat se je zgodilo, da je kdo komu tujil vola ali kravo in so potem... In potem veste, da so na tem področju se ukvarjali z voli in s kravami. Tako. Kaj pa Valvazor? Ali tudi pri njem naletimo kaj? A ste tudi z njim kaj ukvarjali? Tudi pri njem naletimo seveda o običajih in šegah in omenja tudi govedo? Tudi, ampak ne v toliko... Ne tako pogosto, ampak vendarle pa ga. Ker to bi bil nek drugačen vir, da ne bi bila ravno tožba ali neko knjigovodstvo nekega plemiškega gospoda. Ja, imamo pa iz Valvazorja recimo zelo zanimivo sliko, kjer se vidi, za kako majhne živali je tukaj šlo. To sem tudi naletela na te slike in vidimo, kako so to popolnoma drugačne in tudi podatke imate o tem, koliko so te živali tehtale v povprečju, kaj ne? Kaj to pomeni? Ja, v bistvu nekako do 19. stoletja imamo sicer zelo malo številne podatke, ampak zgleda, da so živali tehtale nekje od, recimo, da v povprečju po 200 kg, vsaj žive mase, se pravi vsaj volov. To je danes en prašič, na primer, ne? Nekaj takega, ja. Zdaj, mislim, so tudi regionalne razlike, seveda, za ogrske volje, ki sem jih omenjal, ti so bili rejeni specifično za prodajo na zahodnih trgih, in te so že v 17. stoletju dosegali tudi po 400 kg, recimo, Tako da opazujemo... Tukaj sem zasledila tudi neko zanimivo zgodbo bohinjskih kmetov, ki niso hoteli bolj rediti volov, ker so bojda voli potem ne morejo tako v planine, ker niso tako alhrave, ne vem že zakaj. Ja, v 19. stoletju, že pod vplivom neke sodobne agronomske znanosti, že v bistvu beležimo poskuse pospeševanja živinoreje, in to pomeni, da bi bolje hranili na drugačnih travnikih. In tudi križali in redili čez dalje večje živali. Ta kmet, pričanje tega kmeta pa priča o tem, on se je pa temu uprl, ravno zaradi tega, kot je sam izrazil, da on v bistvu... Neka debela okorna krava ne more tako urno po Alpah. Ja, niso primerne za tiste višinske pašnike. Pa se strinjate s tem, s tako utemeljitvijo? Ja, meni se zdi, da so kmetje dobro vedeli, kako kmetovati na lokalnem območju. Ja, ker to je zelo odvisno, točno lokalno območje, zelo vpliva na to, kakšen tip goveda boš redil. Tako, ja. V Prekmurju bi bilo vseeno, a so to malo debelejše, ker se hodijo samo po ravnici, Zdaj pa po kakšnih visokih Alpah mora biti pa taka urna in poskočna kravica. Tudi žilava. Ja, recimo, in žilava, tako. Ja, tudi recimo ravno v priročnikih za umno gospodarjenje imamo priporočila glede izbire neke optimalnih dimenzij vola za oranje in oni so tudi recimo zapisali, da vol ne sme biti ne prevelik, zato ker je energijsko bolj potraten, ne premajhen, mora biti neke ravno pravšen. Tako, ja, in žilav, da bo... In kdo je na primer določal te, kako bi rekla, te norme, so to bili takrat veterinari, ki to še niso bili, so bili to neki zemljiški posestniki, ki so se s tem ukvarjali, hlevarji, konjušniki, kdo je Ja, mislim, prav, če govorimo v 17. stoletju, v priročnikih za umno gospodarjenje, tukaj konkreten avtor gre za Hochberga, to je bil nek spodnji avstrijski plemič, ki je imel očitno nekakšen interes in je o tem pisal, glede na svoje opažanja. Prej ste omenili, da so živali uporabljali, ovce so uporabljali tudi za volno. Žival je bila po eni strani lahko hrana, recimo govedo, mleko in potem meso in potem so verjetno izkoristili vse, tudi roževino in kožo. Po drugi strani je bila pa to tudi delovna žival. A tudi o tem pišete? Ja, tudi. V bistvu kar nakazujejo viri, je ravno to, da so bili, govedo je bilo v tistem času
cenjeno zlasti zaradi delovne moči. A ne. Se pravi, to je bilo v bistvu poglavitno, zlasti če si predstavljamo, a ne, v današnji dobi je to traktor, za vse stvari včasih so imeli pa vola, treba je bilo recimo zorati njivo, potem, ko je obrodilo, a ne, se je spet bilo potrebno pridelke pobrati in jih mogoče peljati v mlin, ki je bil mogoče 10 km oddaljen. A ne. Tako da voli so recimo imeli zlasti to vlogo in to se tudi vidi recimo pri izbruhih bolezni, ki pobijajo, pomorijo velike deleže živali in takrat se kmetje dejansko pritožujejo, da nimajo delovne živine, s katero bi lahko obdelali polje. Popravili žetev, polje obdelali in tako naprej. Tako, ja. Hkrati pa tudi ne smemo pozabiti na en pomemben vir, ki pa je gnoj, tudi ki močno pripomore. To sploh nisem pomislila. Ja. Tako je. Čeprav, ko ste rekli, da so orali knjige, še 100 let nazaj ni bilo nič kaj drugače kot v 16. stoletju. Ne? Mogoče je bil malce bolj izpopolnjen plug ali pa uprega, ampak še vedno je bila pomembna delovna sila, je bila prav žival. Tako je. Če beremo Miška Kranjca ali pa Prežehovega Voranca, živali so bile zelo pomemben del za preživetje družine in zlasti govedo. Tako je. Kakšne so pa značilnosti torej takratnega goveda z današnjim? Že ste rekli, da so bile tam neke norme, da so bili veliko manjši primerki. Danes, ko govorimo o govedu, je to verjetno težko obvladljivo področje, toliko pasem in vsaka je primerna za nekaj. Neke krave so mlekarice, nekaj so za meso, nekatere imajo ne vem kaj drugega. Ampak še vedno je to žival, od katere ima človek zlasti koristi. Ni to žival, ki bi samo bila, da bi z njo skupaj bivali, a ne? Ja, skušali so oblikovati, na nek način preko umetne selekcije izoblikovati takšne živali, ki jim bojo najbolj koristile. Se smo že videli recimo pri tem kmetu, ki se je uprl rasti, a ne. Hkrati moramo povedati tudi, da to je bil še čas, ko tudi poljedelstvo ni bilo na tako visokem nivoju, tako da je bilo tudi manj hrane, a ne? Tako da tudi živali niso vedno dobile osnovnih potrebščin za to, da se lahko razvijajo. To se tudi recimo vidi na mlečnosti, ki je veliko manjša, kot je zdaj. A ne? Tako da ja. Je ta magistrska naloga mogoče neka podstat za nadaljne raziskovanje v tej smeri? Ja, bomo videli. Lahko bi bila, ja. Lahko bi bila, da nam poveste še več o govedu ali mogoče v nekaterih drugih pasmah? Ja, mislim, da bi bilo bolj smiselno videti v druge vode še pogledati nekako razmerje recimo goveda v odnosu do drugih živalskih vrst in kako deluje celoten živinorejski obrat, kakšno funkcijo ima vsaka žival v odvisnosti do preostale, v odnosu do celotnega agrarnega obrata, recimo. No, zdaj trenutno se ukvarjate več s čebelami, ampak upam, da boste našli tudi čas in se ukvarjali potem še z drugimi živalskimi vrstami in to vse zapisali. Ja, hvala. Najlepša hvala.